Lepo pozdravljam na tradicionalni prireditvi, ki jo s skupnimi močmi vsako leto organizirajo slovenska sekcija IBI, Društvo Bralna značka in revija Otrok in knjiga. In sicer na podelitvi nagrad slovenske sekcije IBI. Vsako leto to ponavadi počnemo v okviru knjižnega sejma, tudi letos sicer v spletni različici, kar pomeni, da bomo nagrade podelili z manj rožami, manj objemi, ampak zato z nič manj veselja v srcu. Z mano v studiu so letošnji nagrajenci slovenske sekcije IBI, in sicer gospod Miha Mohor, ki je prejemnik nagrade IBI v letošnjem letu, pa potem ob meni dr. Dragica Haramija, pa Katja Kac, predstavnica založbe Sodobnost International, in gospa Leonida Babič, prav tako prejemnica priznanja. Uvodno vprašanje, ki ga nismo načrtovali, pa ga bom vendarle postavila, je, ker nagrade so razlog za praznovanje. In ker ne bomo divje razvratno praznovali tukaj, vas za prebijanje ledu sprašujem, kako boste praznovali nagrado v svojem kontekstu? Kako jo boste proslavili s svojimi sodelavci, ki vendarle za vsakim človekom, ki prejme priznanje, ne stoji ekipa, ki soustvarja delo? Kdor ima prvi idejo, prvi izreče. Nič posebnega. Zdaj, mi smo za nagrado izvedeli že malce prej in smo se tudi takrat že poveselili, in sicer to je bilo ravno v Frankfurtu na eni večerji, ko smo slučajno osvežili mail in takrat smo se res razveselili in na to tudi nazdravili. Tako da malo praznovanja je že bilo, upam pa, da še kaj sledi. Moje sodelavke pa bodo počaščene s kavo in pa s pecivom, domačim seveda. Ja, jaz bom kar s knjigami. Bom vsem tistim, ki so moja druščina in prijatelji, kakšno knjižico dal. Preden pa se s našimi gosti spustimo v bolj poglobljen pogovor, se ustavimo še pri častni listi IBI in Andersonovi nagradi. Namreč slovenska sekcija IBI, ki je članica mednarodne organizacije IBI, vsako drugo leto na častno listo IBI predlaga tudi slovenske izstopajoče ustvarjalce. In tako nastaja taka lista najkvalitetnejših del za otroke in mlade z celega sveta. In v letu 2020 so se na častno listo IBI uvrstile ustvarjalke Ana Zavadlav za ilustracije za knjigo Čriček in temačni občutek Tona Telegana, pa Nataša Konclo-Rncuti s knjigo Zvezek in brezvezek in pa Ana Barič Moder s prevodom knjige Zavetje vode. Ker je studio premajhen, da bi vse nagrajence povabili k živemu pogovoru, smo avtorice posedli pred kamero in so povedale tole. Oglje kot material mi je zelo všeč, zato ker je v bistvu najbolj se mi zdi tako zelo primarno, stisnjen prah, črn. Tako se mi je zdelo, da ima karakter tak čričkast, kakor je to, ampak fajn je tudi zato, ker se ga da brisati in ponavljati. In so vse te brisanja in premisleki, se en tak siv oblak dela, ki je že del lahko oblike. In je fino s tem risati, ker nisi tako na tistem več belem papirju, ki se ga umaže in po na njega rišeš vedno bolj svobodno. Pač lepo je za te hitre risbe, krokije, se mi je zdel to tak fin material. Meni se zdi, da rad en tak lep, minimalističen svet, kjer se lahko lepo prepušča svetlobo noter. Iz te teme se da zelo lepo svetlobeno dobiti, da prije lih to malo bolj do izraza. Pa ta neposredna gesta, ki ima še ta sled človeška, ostane, no?
se mi zdi, da je lepo. In zelo natančen se mi zdi, da moraš biti pri kompozicijah in da se s tem gradi ta svet občutkov zelo tak minimalističen, hkrati ves krhek, hkrati pa močen. Telegamin je pa zelo vesel je bil. To mi je bilo pa tako lepo priznanje, ki mu je res všeč bilo to. No. Je zadovoljen s temi živalcami. Ja, jaz pa tudi. Ampak se mi zdi, da so na en način so ratale, recimo čriček, čisto samostojna oseba. In kakor, da sem ga pihala na papir in zdaj tam po svoje živi. Knjiga Zvezek in brezvezek je druga iz zdaj že skoraj lahko rečem serije, trilogije o deklici Niki, ki je v prvem delu z naslovom Kdo je danes glavni, stara 4 leta in jih dopolni 5, v drugem delu Zvezek in brezvezek pa vstopi v 1. razred in ga ob koncu zgodbe tudi zaključi. Ker pa vsak filmček zdaj v našem času že motijo reklame, bom tudi jaz tega zmotila z Nikino reklamo, ki pravi: super čistilo za svinarijo in za karkoli drugega, stane 6 €, pohličite na brezplačno številko 080 8888. Nika, ki jo poznamo že iz prvega dela, ima 2 sestri in 2 brata. Zgodbe se dogajajo v sodobni družini, predvsem je pa značilnost njena to, da je najmlajši otrok v družini in tega ni zelo vesela, zato ker misli, da se je zgodila velika krivica, ker nima nobenega mlajšega bratca ali sestrice. Da pa ne bom preveč povedala o zgodbi, bom pa spet sama sebe zmotila z Nikino reklamo, ki pravi: frizerski salon pri Niki. Delamo frizure na veter, na obritega ježa, na hobotnico, na špičaste polže, na kislo zelje, na samotni otok, na makarone in cevke, nič ne zaračunamo, poceni naredimo, vsi vam bojo rekli, imate fajn frizuro, vi pa lahko rečete, da smo vas ostrigli in uštimali v frizerskem salonu pri Niki. Zavetje vode irske avtorice Sarah Crossan je pripoved o 12-letni Poljakinji Kasijenki, ki se skupaj z mamo preseli v Anglijo. Njun glavni cilj je, da najdeta očeta, ki jo je zapustil, hkrati pa so v romanu prisotne različne zanimive teme, kot je medvrstniško nasilje, iskanje lastne identitete, potem predsodki do tujcev in take stvari. Obenem pa tudi Kasijenka najde samo sebe v vodi kot plavalka in od tod tudi ta naslov Zavetje vode. Ko knjigo prvič dobiš v roke, se ti zazdi, da imaš pred sabo pesniško zbirko. Gre namreč za roman v verzih, kar zveni veliko bolj zastrašujoče kot je v resnici. Namreč knjiga je napisana zelo dinamično, privlačno, napeto in jo je zato veselje brati, pa tudi prevajati seveda. Pri prevajanju je bilo treba paziti na zakonitosti besedila, ki je pravzaprav poezija. In je bilo treba paziti na ritem, na sonance, na posebne poudarke v besedilu, zato da je lahko zažarela v tisti svoji mladostni vznesenosti, ki ga ima izvirnik. In ob takih knjigah, kot je Zavetje vode, se vedno znova spomnim, kako fino je pravzaprav biti prevajalka. Andersenova nagrada je najpomembnejše mednarodno priznanje za mladinsko književnost in od leta 1956 jo za celotni opus avtorja podeljuje Mednarodna zveza za mladinsko književnost IBI. In tudi slovenska sekcija predlaga ustvarjalce za to nagrado in v letu 2020 je predlagala ilustratorja Damjana Stepančiča in pisatelja Petra Svetino. In Peter je bil uvrščen tudi v ožji izbor za nagrado, kar je seveda veliko priznanje za avtorja. In Damjan Stepančič je prav tako sedel pred kamero in o svojem delu in sodelovanju s Petrom Svetino povedal.
Sam najdem v ilustriranju knjig izjemen, bi rekel, izziv. Namreč vsako besedilo, ki ga dobim v ilustracijo, je samo svoj organizem. In v tem smislu želim tudi sam kot ilustrator maksimalno te, bi rekel, specifičnosti posameznih besedil upodobiti v samih ilustracijah. In to mi je glaven izziv. Zdaj za različne pristope se mi zdi, da mora biti človek, umetnik, pa verjetno vsak pravzaprav odprt oziroma dovzeten za okolico, sam jemljem snov za ilustracijo, ne samo iz besedil, ampak iz zelo različnih virov, bodisi da so to obiski muzejev, branje knjig, ali pa pogovore s prijatelji. Se pravi, te viri, ki jih jaz skušam preliti v ilustracijo, so pravzaprav še najmanj odvisni od besedil samih, kakor bolj od nekega drugega organskega zbiranja vsebin. In seveda, to vedno so odtenki, ki so zanimivi in precej časa pravzaprav porabim za, bi rekel, vzpostavljanje nekega koncepta, kako se ilustracij ali pa posameznih besedil lotiti in seveda, kako jih tudi izdelati. Ja, s Petrom pa že dolgo sodelujeva in podobno tudi z njim poteka ta komunikacija. Seveda jaz preberem njegova besedila, ki so zelo različna, mogoče jim je skupno to, da imajo neko poetičnost noter, neko tako, bi rekel, nefunkcionalno, neambiciozno poetičnost, zgolj so. In to mi je tako zenovsko mi deluje zelo dobro. Tudi puščajo, kar je zanimivo, ilustratorju izjemno veliko prostora za svojo lastno interpretacijo tega teksta, kar je meni zelo všeč. Ravno zato, ker potem lahko rišem stvari, ki niso noter napisane. In hkrati ga potem pocukam za rokav in rečem, da je spremen tekst, nekaj sem drugače narisal. Ne. To se seveda on zelo smeji in potem dejansko to tudi naredi, kar je že bilo parkrat v temu, bi rekel, parkrat smo to že naredili. Zdaj pa res k nagradi in priznanjem slovenske sekcije IBI. Komisijo smo sestavljale Tilka Jamnik, Irina Matko-Lukan in jaz, Špela Frlic, in tudi zato mi je pripadla ta čast, da se lahko z vami danes v živo pogovarjam. In izbrale smo letos nagrajence, seveda na podlagi vaših del, vašega dolgoletnega dela, vseh vas na področju spodbujanja branja in promocije mladinske književnosti. Gospod Miha Mohor, vi ste delovali kot profesor slovenščine in angleščine, dolgoletni praktik, knjižničar, mentor literarnih krožkov, šolskih glasil in ste neposredno ali posredno prispevali k bralni vzgoji številnih generacij bralcev. In ko ima človek za sabo tako dolgoletne izkušnje, najbrž vaš čas opaža tudi, da se spreminja branje, ker se spreminja svet, v katerem živimo in delujemo. Pa vas ne bi rada spraševala o spremembah, seveda lahko tudi o tem, kaj rečete, ampak bolj me zanima, kaj je tista stalnica, kaj so tiste značilnosti vašega dela, ki pa so vendar ostajale vsa ta leta enake in so predstavljali nekakšen temelj, na katerem ste stali pri svojem delovanju. Mislim, da je nekaj najbolj stalnega to, da sem od malega rad imel zgodbe, knjige, da je bila to moja, bi rekel, otroška in kasneje ljubezna. Ne. Seveda je pa to tudi kasneje v šoli postalo problem. Namreč, če imaš nekaj rad, je zelo problematično, če ti nekdo za to da 5, 4, -2. Jaz sem to tako rešil, nisem šel v tisto konfrontacijo s šolo. Jaz danes srečujem veliko ljudi, pravijo, veš, jaz naberem, meni je šola tako zagnusila branje. Jaz sem si nekako razdelil polja, ne?
to, kar imam rad, to mi ne more noben vzeti. Noben učitelj me ne bo komandiral, kaj naj imam rad, česa nimam. Niti tovariš Tito, niti papež v Rimu. To se pravi, sem si neko ograjco okrog naredil, šoli sem pa prepustil, da mi je ponujala neke stvari in tako naprej. Če za anekdoto povem, ko sem v nižji gimnaziji, mi smo še zadnja generacija hodili v nižji gimnazijo, skupaj s sošolcem odličnakom dobil nalogo, seminarsko nalogo o Jenku. Ker smo imeli doma veliko literature, pa ker me je to zanimalo, sem kar sam napisal. Ampak potem je profesor rekel, no, kdo bo prebral od vaju? In jaz sem obsedel, sošolc je pa potegnil list izpred mene, prebral in je učitelj rekel, tako dobrega referata pa še ni bilo, odlično sedi, pa mu je dal odlično oceno. In jaz sem bil po eni strani srečen. Ohranil sem to svojo ljubezen zase in šoli nisem pustil, da bi z umazanimi tacami brodila po njej. Imel sem dobre slaviste, ampak sem to ohranjeval. V srednji šoli me je profesor Pibernik učil, znani slavist in literarni zgodovinar, pa se tudi spomnim, da sem bil problematičen. Bil je navdušen nad nastopom in me je vprašal, katero literaturo si pa uporabil. Pa nisem hotel povedati, 16-letnik uporniški. Popolnoma bebast vtis sem pravzaprav pustil, kaj se pa boš ti tu noter po mojih stvarih brskal, nekako tako. V srednji šoli sem se potem odločil, da bom študiral literaturo, slavistiko. Skupaj s sošolcem Tonetom Pretnarjem sva se šla vpisati na slavistiko. Tam je bilo pa neko tako vzdušje, ki nam je zelo ustrezalo. Samo okrog literature se je vse vrtelo. Bog ne daj, da bi pa kakšno metodiko ali pa književno didaktiko. To je bil pa nek stranski predmet, nekaj umazanega, pretlehnega. In vem, tudi profesori so bili istega mnenja. Znan profesor književnosti je rekel, če si strokovnjak, si tudi metodik. Potem sva pa midva seveda bila neke vrste žrtve na prvem nastopu pred razredom tule v Ljubljani. Sva se šla javiti profesor Menartovi, jaz sem dobil Cankarjevo črtico, Tone je dobil sonet in potem sem jaz samo to pazil, da bom 3/4 ure predaval, govoril, da mi ne bo zmanjkalo par minut, pa da mi ne bo da ne bom prej končal. In sem doma z uro meril, pa mi nikoli ni uspel. Tam v razredu mi je uspelo, ko sem zadnjo besedo povedal, je pozvonilo in sem bil zelo zadovoljen s sabo. Gremo v kabinet, profesor Smolej, ki bi je pa tudi zelo nerad učil ta predmet, metodiko, ker je bil profesor slovaščine, pa ker ni takrat noben slovaščine študiral, je bil žrtev in je moral metodiko. Se je prijel za glavo in je rekel, ja, srečo si mu, da te dijaki niso odnesli iz razreda, saj si sedel kot pribit za katedrom, prava egipčanska sfinga. Tone Pretnarjev je to poslušal in se je učil, je bil učljiv in je potem o sonetu tako govoril, da je plesal po razredu sem in tja, se vrtel na tablo shemo enajsterca, pa spet v zadnjo klop stekel in tako naprej. In ko je bilo konec ure, se je profesor spet za glavo držal in rekel, no prej sem imel sfingo, zdaj sem imel pa Labodje jezero. Vi torej, ko vas poslušamo, se zdi, da ste bili tak navihan učenec. Ja, potem ste pa postali učitelj. Seveda, potem je bil pa problem, ko takle pride v razred, takrat sem pa moral reševati problem. Jaz sem rekel, celo življenje počel tole, se je rodil, je umrl, se je rodil, takrat so tako v osnovni šoli učili. In sem eno zanimivo rešitev najdel. Eno leto prej sem jaz bil v Londonu
68-69 in sem v knjigarni delal in v ponedeljkih smo lahko za 10% cenejše knjige kupovali in sem nekaj zabojal knjig potem domov pošiljal in vmes je bilo tudi kreativno pisanje. Pri nas to ni bilo še znano, mene je pa to kot ena rešitev. Kaj, če bi jaz otroke aktiviral, da se na aktiven način s knjigo spopadejo, da z lastnim ustvarjanjem k branju pristopijo in od branja spet nazaj ta krog nekako. In je to zelo uspelo. Problem je bil tak, da so nekateri ljudje bili grozno navdušeni, ker smo to povezali še šolskim glasilom, smo bili večkrat nagrajeni kot najboljši školski list v Beogradu, jugoslovanski, in smo šli z otroki za nagrado po dolini Loire pa v Pariz pa tako naprej. Nekateri so pa dvomili, da je možno, da otroci take stvari lahko pišejo. In so mislili, da gre za prementoriranje, kar je pa zelo nevarno in se res v šoli dogaja. To je neke vrste zloraba otrok, ko za kompleksen učitelj, ki se sam ne upa kot pisec postaviti na oder, uporablja otroke in jih poriva pred sabo in v bistvu ponareja njihove izdelke. Tam v 80 letih tega problema ni bilo več, ker se je kreativno pisanje tudi k nam že skozi pisateljske šole. Prej je bil odnos pisateljev v tem smislu, da je to amerikanska pogruntavščina, pri nas je bil pomemben ta romantičen pogled na genija ustvarjalca, ne pa neka obrtna šola. No, tam je pa to potem takole postalo znano in potem so tudi drugi učitelji začeli sprejemati. Moram pa povedati, da sem ugotovil, da je vzporedno z mano te poskuse delal veliko bolj originalno kot jaz v Pionirskem domu Lojze Kovačič. Tako da drugače pa to ni bilo poznano in zaradi tega so me najbrž tudi kasneje v tisto skupino, ki je delala učni načrt, navdali, pa pisatelj Kajzer, Janez Kajzer me je 85. leta povabil v bralno značko. V 70. letih me je pa pisatelj Božič, ko je ustanovil revijo Mentor, poklical, tako da sem bil od začetka, sem bolj skrbel za te, bi rekel, šolske literarne poskuse. Hvala lepa. Zdi se, da je torej ne samo spodbujanje otrok k branju, ampak tudi spodbujanje njihove ustvarjalnosti. Najbrž sta to dve poti, ki vodita k istemu cilju, k ljubezni do literature. Tudi vi, gospa Dragica Haramija, ste profesorica, poučujete sicer študente, predmet mladinsko književnost in vas seveda vsi poznamo tudi kot raziskovalko, kot avtorico številnih znanstvenih člankov, monografij, publikacij na tem področju. Ste tudi članica komisij nagrad za mladinsko književnost, za otroško književnost. In če nadaljujemo pogovor, povežemo neko rdečo nit k mentorstvu, kako se vam zdi pomembno študente ne samo poučevati o teoriji književnosti, ampak jih tudi spodbujati k temu, da znajo sami deliti ljubezen do književnosti naprej. To je prvo vprašanje, pa da že kar tako izpostavim drugo. In na kakšen način se vam zdi, da nagrade, danes vendarle slavimo tudi nagrade, pripomorejo k prepoznavnosti na področju kvalitete? Namreč govorimo o tem, da želimo, da otroci berejo, želimo spodbujati branje, veliko vsi delujemo na tem področju, ampak ni pomembno samo to, da beremo, absolutno je pomembno seveda, da beremo kvalitetne knjige. Zdaj sem vam natresla vprašanj, vem, za dolg čas, časa nimamo veliko, ampak vendar.
Izvolite. Hvala za tako kompleksna vprašanja. Torej, vsekakor se strinjam, da je nujno ponujati kakovostno gradivo in to je tudi ena izmed temeljnih tem, ki jih pri otroški in mladinski književnosti na vseh stopnjah, torej pri študentih predšolske vzgoje, razrednega pouka in pri slovenistih pravzaprav obravnavamo. Torej, ko študent, bodoči pedagoški delavec pridobi znanje o tem, kaj je kakovostna literatura, lažje sam pozneje v življenju to tudi priporoča naprej. Vzgojitelji in učitelji so model branja in seveda je eno izmed vodil tudi to, da njih navdušimo za branje, da bi oni lahko navduševali za naprej. Bodoče rodove, kajti zavedati se je potrebno, da smo odrasli tisti, ki prenašamo bralno pismenost, sposobnost branja na mlade generacije. Ni torej vseeno, kak odnos ima učitelj, vzgojitelj do branja, pač pa je pomembno, da zna doživeto prebrati, da zna nagovarjati mlade bralce na način, da jih k branju pritegne. Nagrade, kakor ste vprašali, so seveda pomembno vodilo. Rekla bi, da ne samo tista literarna dela, ki nagrado prejmejo, pač pa vsa literarna dela, ki pridejo pri vseh nagradah v ožje izbore. In to je en dober izbor vsakoletnega gradiva, ki se ga res splača brati. Seveda pa ob tem ne smemo pozabiti na klasična besedila, zato ker mora šola spodbujati tudi branje ljudskega slovstva, poznavanje tega kot kulturne dediščine in pa nenazadnje tistih gradiv, iz katerih raste sodobna književnost. Zdi se, da brez nekaterih literarnih likov, prepoznavnih, tako slovenskih kot v svetovnem merilu, mladinske književnosti ne moremo graditi. Torej, navdušenje za branje je nalezljivo. Te izkušnje najbrž vi imate vsi, kar delate na tem področju. In se mi zdi zdaj, da lahko prav podamo žogico gospe Leonidi Babič, ki delujete kot šolska knjižničarka v šolski knjižnici. Že številna leta izvajate projekte bralne kulture in ravno zaradi tega smo presodili, da absolutno si zaslužite priznanje. In bi vas rada vprašala, kako vidite svojo vlogo šolske knjižničarke. Namreč iz svojega otroštva se spomnim, da šolska knjižničarka je bila zame absolutno izredno pomemben lik, skoraj da prijateljica, ker če si veliko v knjižnici, te že poznajo in ti je pomembno sogovornik, in verjamem, da ker niste tako vpeti v učni proces, v smislu, da nimate nalog, kaj vse morate na otroke naučiti, da je mogoče to tudi nek prostor svobode, da lahko se bolj posvetite spodbujanju veselja do branja. Oziroma, kako vidite svoje delo vi in svojo vlogo. Ja, hvala za vprašanje. Jaz bi se vseeno najprej dotaknila teh bralnih projektov. Pri tem bi rada izpostavila nekaj, kar tukaj ni bilo posebej omenjeno, ampak bralni projekti niso delo enega človeka. Pri projektu Branje ne pozna meja, ki je mednarodni slovensko-hrvaški projekt, sodeluje cela vrsta šolskih knjižničarjev in knjižničark na obeh stranih meje in oni so tisti, ki si za svoje delo zaslužijo priznanje. In prav tako pri šolskih projektih, ki jih izvajamo, brez sodelovanja mojih sodelavk in sodelavcev, to seveda ne bi bilo mogoče.
Če se pa vrnem k vlogi šolske knjižničarke, je tudi meni zelo pomembna, predstavlja mi v bistvu neko poslanstvo. Zavedam se tega, da je osnovnošolska knjižnica mnogim učencem prvi stik s knjižnico. Eni učenci, ko pridejo v šolsko knjižnico, v bistvu prvič prestopijo prag knjižnice in otroke spremljamo ne le 9 let šolanja, ampak celo več, ker imamo ob šoli vrtec in tudi otroci vrtca prihajajo v knjižnico na ure pravljic, si izposojati knjige in potem komaj čakajo, da postanejo šolarji, da bodo lahko knjižnico obiskovali vsak dan. Tako da se mi to zdi izjemno pomembno. Šolska knjižnica, tako kot ste rekli, je tudi prostor druženja, preživljanja prostega časa, zaupnih pogovorov, ne samo med sošolci, tudi s knjižničarko, ki je seveda pripravljena poslušati, spodbujati, tolažiti, mlajše tudi objemati, če je to potrebno oziroma si tega želijo. In tako nastajajo prijateljstva, se mi zdi. Ne, za celo življenje morda. V resnici sem zelo vesela, da imamo danes nabor nagrajencev z tako različnih področji, ker se nam pojavlja neka taka celostna slika, kdo vsak na svoj način deluje na področju bralne kulture, vsi s istim ciljem nekega spodbujanja branja kvalitetne literature in v želji, da bi ljudje čim več brali. Kot zadnja sogovornica, pa nikakor ne zadnja, po nekem hierarhičnem principu je Katja Kac, predstavnica založbe Sodobnost International. Torej založbe, ki seveda primarno izdaja knjige, ampak ob tem veliko pozornosti posvečate tudi bralnim projektom, recimo vaš projekt Naša mala knjižnica je tak najbolj mogoče prepoznaven, z njim delujete v šolskem okolju. In zdaj, ko ga izdajate že nekaj let, aktivno sodelujete s šolami, je morda že mogoče reči, ne samo po številkah, čeprav seveda nas zanimajo tudi te rezultati, na kakšen način se kažejo rezultati tovrstnega sistematičnega, vsakoletnega, poglobljenega dela na področju bralne kulture. Ja, res je, da se Sodobnost že vrsto let ukvarja z bralnimi projekti. Letos naša mala knjižnica poteka že 13. leto in številke, čeprav seveda niso bistvo, so vseeno impresivne in povedne. Letos v naši mali knjižnici sodeluje že 248 osnovnih šol in vrtcev. To pomeni nekaj več kot 1400 razredov in več kot 22 000 otrok. Seveda pa to ni primarni cilj je, kaj potem resnično ti učenci počnejo. In v bistvu naša mala knjižnica jim daje možnost in pa orodja, s katerimi ne samo, da v šolskem razredu berejo knjige, ampak po njih tudi poustvarjajo in se jim v bistvu v njih poglabljajo. Zdaj, en tak lušen pripomoček je ustvarjalnik. V bistvu je na nek način delovni zvezek, čeprav ga ne poimenujemo radi tako, ker ni strogo didaktičen, je bolj ustvarjalne narave. Jim nudi neko gradivo, s katerim se potem res poglobijo samo vsebino in ne samo vsebino, tudi poglobijo svoj odnos do ustvarjalcev samih knjig, pisateljev, ilustratorjev, tudi prevajalcev. In zdaj morda ta vidik promocije ustvarjalcev se nam zdi še posebej pomemben, ker se ponavadi nanj kar pozabi. In za primer morda izpostavim Kęstutisa Kasparevičiusa, ki je priznan litovski pisatelj in ilustrator. Mi smo njegovo prvo knjigo izdali približno 10 let nazaj in takrat je bil v Sloveniji on popolna neznanka, nobeden ga ni poznal. Smo ga pa vključili v projekt Naša mala knjižnica. In tudi prvo leto je prišel v Slovenijo, izvedel delavnice in takrat se je začelo zanj eno zanimanje,
ki je bilo kontinuirano tudi v naslednjih letih in potem smo res izdali njegova dela. In letos imamo že 8 knjig istega pisatelja, ki so vedno znova navdihujoče in učenci ga res z veseljem berejo in tudi avtor vsako leto obišče Slovenijo in obišče učence. In morda ena zanimiva anekdota. Na ustvarjalnih delavnicah avtor riše žirafo. Torej obriše žirafo velikanko, učenci jo potem barvajo. In pred leti je povedal, da imajo rekord v Šibeniku, da ta žirafa meri 6 metrov. Potem smo pa mi na uredništvu razmišljali, smo rekli, toliko učencev, kot ga pozna, pa mi lahko ta rekord podrejemo. In naslednje leto je prišel v Sloveniji, smo rekli, Kestutis, si pripravljen, imaš dovolj papirja, je rekel, imam. In ko je prišlo okrog 100 učencev v mestno hišo v Ljubljani, je bil malce začuden, presenečen, je rekel, to bo pa kar velik zalogaj, papirja je dovolj, prostora je dovolj. In v bistvu smo narisali in pobarvali 11-metrsko žirafo, podrli rekord, je pa Kestutis na koncu rekel, da bilo je odlično, res sem vesel, ampak utrujen sem pa tudi. Tako da v bistvu učencem podarjamo oziroma predajamo ne samo dobre kvalitetne literature, ampak tudi aktivnosti in nekaj dodatne motivacije za branje tudi prihodnje. Ukvarjamo se še z vrsto drugih bralnih projektov, druga je bralni vlak. Gre za družinsko aktivnost, ker verjamemo in zato tudi to počnemo, verjamemo, da se otrok oziroma bralec rodi v naročju staršev in ravno ta spletna bralna aktivnost k temu pripomore. Letošnje leto pa smo začeli z izdajanjem zmenkov s knjigo, ki tudi spodbujajo družinsko in pa posamezno branje. In veseli smo, da je odziv res dober, tako da v bistvu to je naš opus zelo na kratko. Super, hvala lepa. In to je tudi naš pogovor zelo na kratko. Vabimo gledalce, da si preberejo celotne opredelitve nagrajencev in vse njihove dosežke, nekatere smo samo omenili letos, oziroma tokrat, ker nismo želeli izgubljati časa z vsem tem, ampak absolutno jo redno prebrati. Čestitam še enkrat gospa Dragica Hrami, gospod Miha Mohor, gospa Katja Kac in gospa Leonida Babič za priznanje, za nagrade, za vse opravljeno delo. Seveda želim veliko dobrega dela še naprej, skupaj s sodelavci, ki jim prav tako čestitamo. In se ob zaključku zahvaljujem Javni agenciji za knjigo za sofinanciranje programa slovenske sekcije IBI in pa Društvo Bralna značka in revijo Otrok in knjiga za lepo sodelovanje. Berimo dalje in nasvidenje.